Dober dan. Lep pozdrav. V trenutku, ko mi dva tole razpravljava, je Theresa May še britanska premierka. Mislim, da tudi bo zvečer. Zvečer bo pa glasovanje. Pa mislim, da bo obstala. Ne morem biti prepričan, ampak veš to, da Torijci zrušijo Brexit ali pa da zrušijo vlado, to sta dve različne stvari. Ne? Ja, zdaj tako, ne, s prerogbami se ne bova ukvarjala, ne, je pa pač dejstvo, da je ta zgodba o Brexitu se začela slabo, potem je šlo pa samo še na slabše. Situacija je v tem trenutku popolnoma nepregledna in pač tisto, kar je zdajle na mizi, je pravzaprav iskanje ideje, ne, s katero naj London pride v Bruselj, se potem usedajo pa rečejo, v redu, probujemo se nekaj zmeniti. Nekateri mislijo, da je zdaj bolj pregledna, kot je bila prej, in zanimivo, da se borza ni stresla. Ne? Gre pa preprosto za to, da je zdaj po 2 letih dokončno jasno, da ta predlog, ki ga je May pač prinesla, enostavno ni sprejemljiv. Kaj je sprejemljivo, je pa drugo vprašanje. Evropska unija je do zdaj bila na relativno čvrstih stališčih, pač to je to, o vsem ostalem se ne bomo pogovarjali, ne? In pogajali, ne? Zdaj pa kar Angela Merkel začela spuščati dimne signale, da so pogajanja še možna. Ne? To zdaj vnaša kar dost zmede, ne? Čeprav je na drugi strani seveda rekla, da so pripravljeni tudi pa na črni scenarij, na hard Brexit. Ne? Ampak jaz sem to včeraj gledal na 4-5 ur, v prenosu in potem v komentarjih. Zelo zanimivo je bilo to, da pravzaprav so se Torijci in pa vsi opozicija poenotili v stališču, da je to, kar je počela Theresa May, nesprejemljivo, ne, da Brexit ni sprejemljiv, tam so pač razdeljeni. Ne. In zdi se, da namreč ona niti svojim najožjim ni povedala, kaj počne. In to so ji zamerili, zato so jo tudi zrušili v konceptu. Ne. Ampak to itak poznamo. Ne. Včeraj so pač izvajali svoj parlamentarizem na zelo impresiven teatralen način. Ne. Moram reči, da meni zelo všeč. Ne. Znajo govoriti. Znajo in tudi znajo formo držati in resnično bi jih pogrešali. Ne. Evropska unija Veliko Britanijo v tem smislu potrebuje, resnično jo potrebuje. Ne potrebuje pa njene muhavosti. Ne. Ampak tisto, kar se pa zdaj že začelo govoriti in mi je všeč, da sem to v soboto že napisal, je pa to, ne, da Evropska unija pravzaprav Veliko Britanijo potrebuje tudi zato, ker je vprašanje, če je sposobna sama sebe vzdržati. Vse te svoje populistične trende, vse te svoje konverzije, rigidno politično kulturo, ki deluje ali pa tudi ne, ki gre mimo ljudi in tako naprej, ne, ki se javlja potem tudi v raznih presečiščih, raznih transverzalah populističnih med Salvinijem in Orbanom, potem AfD v Nemčiji, potem z neugotovljivim statusom rumenih telovnikov in tako naprej. Skratka, ta zgodba, ljudje se mogoče ne zavedajo, kako pomembna je zgodba o Brexitu. Niti v Sloveniji se tega zadosti ne zavedamo. Samo, a veš, zdaj, to, kar si rekel, veš, da Evropa rabi Veliko Britanijo, ne? Mislim, ja, rabi tako Churchillovsko Veliko Britanijo, ne? A veš, to, kar je zdajle, mislim, je meni ena žolca, ne? Mislim, ena žolca, ko populist, ki sicer pride v Evropski parlament, zruka popolnoma britansko politično sceno, ko imaš politično elito med konzervativci, ki zaradi všečnosti reče, v redu, pa dajmo referendum narediti, ne, potem se pa zgodi, da na referendumu ljudje rečejo, ja, pa pejmo ven, ne, iz Evropske unije, ne, hkrati, ne, pa še v zadostni meri Britanci niso sposobni zavarovati svoje suverenosti na način, ko bi preprečili ta mikrobombardiranja volilnega telesa z natančno merjenimi sporočili prek družabnih omrežij, ne, ki torpedirajo potem male možgane bodočih volilcev. Ne. Toda, veš, ta Britanija, ki bi rekla adijo, pa hkrati ne bi rekla adijo, je nekaj drugega kot Britanija, kakršno poznamo iz leta
39. Ne, Z drugimi besedami povedano, dve omenjam, strani rabita Veliko Britanijo. Se pravi, Velika Britanija sama in Evropska unija. Se pravi, gre za tisti žarek, za tisto svetlobo, ne, ki jo je Anglija prinašala preko svojega, kako naj rečem, nagajivega ali pa humornega razsvetljenstva in ga tudi formalizira, če gledaš ta teater v parlamentu, ne, je izredno prvič simpatičen, drugo, kar je pa zelo strogo formalen, ne, in zelo jasno izkazuje ločenost svoje oblasti. In to tisti Kuštravi gospod, ki je šef parlamenta, to zelo jasno tudi večkrat povedal. Tako. To je ena plat medalje. Druga plat medalje pa to, ne, zakaj Evropo lahko skrbi tudi. Zato, ker bi z hard Brexitom v Angliji zanesljivo spet po dolgih letih, na kar je opozoril eden od ministrov, po letu 1660 prišlo spet do strahovite polarizacije in do vznika populizmov, ki bi bili vzorčni, pač v tem smislu, da od takrat naprej niso v Angliji bili prisotni in so bili zgled drugim, kako naj ne bodo. Ne? Skratka, naš kontinent, ne, je vedno, evropski kontinent je vedno na robu razstrelitve, na robu kaosa, ne, ves čas, ne, za prvo, drugo svetovno vojno, z drugo svetovno vojno in tako naprej. Anglija je imela pa neko politično kulturo, ki je to vzdržala. In zdaj je ta politična kultura ogrožena. In od tam naprej, od tam nazaj pravzaprav, je pa sevala nek koncept stabilnosti, oni temu zelo jasno rečejo certainty, pa security, ne, kot varnost in pa zanesljivost, stabilnost. Ne. Ta koncept je ogrožen in ta stabilnost je, ta njen koncept stabilnosti, ki ga sama več ne vzdrži, seveda to imaš prav, ne, je izrednega pomena za to, da se nam ne namnožijo razni ekstremi, ki nas na koncu koncev naredijo živali, ne, nas naredijo nervozne, nas naredijo popadljive in tako, in to Evropa je že počela in je že trenirala. Ne. In recimo zadnja stvar, ki bi si jo Slovenija lahko privoščila, je to, da Evropska unija razpade. In zadnja stvar, ki se jo Evropska unija lahko privošči, je pa to, da koncept te angleške stabilnosti, ne, izgubi. Seveda je pa res, da je pa vnesla pa na drugi strani pa virus neoliberalizma, ne, ki je v bistvu Evropa po drugi plati načel. To je pa spet druga resnica. Ampak to je zdaj, ne vem, mi smo tukaj v nekem dialektičnih razmerih, pri čemer nikoli stvari niso čisto črno-bele. Ali pa... Ne, veš, Brexit, ne, med drugim je bil tudi, veš, interni upor zoper City, ne? Ja. Ne, zoper finančno središče, ne, ki seveda nekaj povsem drugega kot preostanek Velike Britanije. Ne, jaz bi se ob tem, recimo, res ogromno časa sem v zadnjih tednih in tako naprej zgubil, oziroma po svetu, Brexitu pa gledanju teh angleških in branju angleških časopisov in gledanju angleških pač informativnih kanalov. Ne. Vedno sem pa zraven razmišljal o Sloveniji. Namreč, kaj Slovenija je, kaj bo, kaj bi naj bila in kako bi naj razvila svojo politično kulturo. In seveda posredno tudi celotni pač Evropski uniji. Zato kot prvo trdimo, ne, da so evropske volitve zdaj maja meseca izjemnega pomena in so v bistvu notranje politične volitve. Drugo, kar jaz mislim, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, in mislim, da se bo tudi v Veliki Britaniji, ki trenutno gre v slepo ulico ali pa v slepo črevo, če hočeš, bo moral narediti nek nov premislek. Najmanj, kar je, poslušati razumne glasove, ki pravijo, pojdimo še enkrat ljudi vprašati, ne, ali so hard Brexit, toliko in toliko izgubi delovnih mest, taka nesigurnost, res to, kar ste vi mislili povedati, ali ste mislili nekaj drugega povedati. Ne. Zdaj, to sigurno, da je res. Ne. In tretje, kar je pa res izjemnega pomena, mogoče pa celo najbolj pomembno in za Slovenijo, za Evropsko unijo in za Veliko Britanijo, je pa to, da se ohrani duha sredine, ampak ne sredine, ki bi bila medla ali pa neoliberalna, ampak politične zmernosti, ki reže oziroma ekstreme daje v kletko, kamor pač pašejo živali. Ne. Se pravi, politične ekstreme ne dovoljuje, da pridejo na potezo na oblast in tako naprej. Recimo to, kar se dogaja v nek val v Srednji Evropi, recimo z Viktorjem Orbanom. Ne. Tega se jaz bojim za Slovenijo, so pač vedno, glede na to, da nikoli nismo prišli v eno visoko zrelo demokracijo, ne, vedno nevarnosti regresija. Ne. Mi smo skozi v nekih regresijah in se skozi to dogaja. In se mi zdi, pa ni nevarnost samo z desne, tudi z leve lahko. Ne. Recimo, ne vem, kaj je naš ideal? Naš ideal je tolerantna, odprta družba, v kateri ljudje lahko sobivajo, se ne izključujejo, se ne diskvalificirajo, in so vključujoči, ne izključujoči in preživijo eden zraven drugega. Ne. Recimo tisto, kar sem zadnjič doživel, ko sem videl, ne, ko je
ko je Levica predlagala tako rekoč zamejitev teološke fakultete v okviru neke avtonomne institucije, kot je filozofska fakulteta, to se mi je zdelo ven vsakega dosega kakršnekoli tolerance. Ne. Argument, se pravi, avtonomna univerza v Ljubljani je presodila, da teološka fakulteta lahko izvaja take in take programe, ki imajo tako in tako aplikativno vrednost. Ne. In potem se je Levica oglasila in je rekla, da je teološka fakulteta pod popolnim vplivom katoliške cerkve, skratka tako rekoč aparat katoliške cerkve, in jo je zato treba po načelu laičnosti izločati iz nekaterih programov, oziroma ne dovolj, da razvija nekatere programe. Ne. Zdaj tako, tudi če bi bilo to res, da je pod vplivom katoliške cerkve in v visoki meri to je res, to dam Levici prav, ne, to ni argument. Se pravi, avtonomija univerze, avtonomija vednosti na neki fakulteti ne more iti v tak tip ideološke govorice in izključujočnosti, ki v bistvu že vnaprej diskvalificira na dva konca. Prvič v polje vednosti diskvalificira in drugič v polje religije diskvalificira. Ne? Mislim, jaz sem bil študent teološke fakultete, v 80-ih letih je bila tam akademska odprtost izredno visoka. To se pravi, v tem trenutku jaz vem, kakšna odprtost je tam bila in se natančno zavedam, kaj se je potem tudi zgodilo. Ne? In to je bila odprtost, ko sem jaz leta 1989 prišel na filozofsko fakulteto, na sociologijo kulture, ne, k Rastku Močniku pa sem se pa k bratcu Rotarju. Kakšna odprtost je bila to? Kakšna dialoška, kakšen akademsko, velik akademski svetu osvetljen prostor za diskusijo, debato in akademizem je to bil. Jaz vem, da se ta polja danes zapirajo, ampak to v principu ne sme politično zamejiti forme. Ne? In to je natanko to, kar je Levica naredila. V tem trenutku ne, so izgubili moje simpatije. V vsem, kar sem mislil, da lahko počnejo. Zaradi tega, ker gre za akt totalitarizma na nek način. Ne? In to je simptom nečesa, mislim, da ne govorim, kaj desnica počne. Desnica pred tem sploh ni omembe vredna, zaradi tega, ker je v bistvu gre v fašistično smer. Ampak to je simptom nečesa, kar se lahko izredno ojača, če izgubimo v Evropi zmernost. Če izgubimo družbeno zmernost, če izgubimo, pa ne gre za uravnoteženost, ampak gre za, Angleži imajo za to boljše in lepše izraze, ne? Ampak mi moramo ohraniti neko družbeno kulturo, v kateri je prostor sobivanja predpostavka, ne pa izjema. Ne? Te ambicije politike, ne, da bi političnega podsistema, ne, da bi tacale po družbenih podsistemih, ki imajo ustavno zagotovljeno avtonomijo, ne, so osupljivo visoke. Ne. Ja. Še pri Levici, ne, ki si misliš, da zaradi določenih teoretskih predpostavk te politične skupine se kaj takega ne more zgoditi, se zgodi. Ne. Mislim, potem nas ne sme čuditi, ne, veš, da pa kakšne druge politične stranke imajo tako izrazite apetite za tacanje po družbenih podsistemih, ki se pa reče gospodarstvo, recimo. Ne. In obratno, da so dovzetni za vplive iz kapitala, zato da predrugačujejo družbene sisteme. Tipičen primer, recimo zdaj, mislim, to pa jaz trdim in mislim, da bo treba spet spregovoriti, bi bil prav navdušen, če bi enkrat mi do to sredino recimo povabila spet dr. Dušana Kebra. Ne. Namreč tehtanje družbenih vrednot na ravni ustavnega sodišča, ne, pri čemer ustavno sodišče mi seveda pustimo v primeru, se logično, da kar odloči velja, ampak to, da tehtajo, da so pravice zdravnikov kot zaposlenih v privatnem sektorju nad pravicami javnega dobrega, ne, se pa meni zdi vredno poglobljene debate. Ne. In predvsem pa v luči tega, ne, da je to spet da bo to sprožilo spet nov val poskusov po privatizaciji javnega zdravstva in javnega dobrega. Ne. In to je neverjetno, da je treba braniti koncept težko pridobljene evropske socialne kohezije skozi razsvetljensko idejo v letu 2019, ko se že v Ameriki ozirajo po tem, da bi se zgledovali po Evropi. Ne. In mi v bistvu z faznim oziroma z velikim zamikom poskušamo sprejeti vse najslabše. Ne. In to debato je treba odpreti. In to, kar smo imeli prejšnji teden debato na polju medijev in vseh teh stvari, ne. Mediji morajo pomeniti natanko to debato o javnem dobrem, o vsem tem, kar v Sloveniji
ker smo pač slovenski mediji pač v Sloveniji, pomeni družbeno povezovalnost in pa družbeni koncept. Ne. To je prostor debate. Vse ostalo, seveda, pretok informacij samoumevno, jasno, ne. Ampak debata mora teči pa predvsem na tej ravni, oziroma prvenstveno na tej ravni, če naj javni medij vrši svoje javno poslanstvo. Ne glede na to, da je, ali je zaseben, ali je dejansko financiran iz javnega denarja, tako kot je nacionalna televizija ali pa nacionalna radio. Korak nazaj pa končava potem. Če Britanci ponovijo referendum, kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Zgodi se to, da Britanci lahko ponovijo referendum, ne z istim vprašanjem, namreč ali ste ali niste za Brexit, ampak ali ste za te rešitve, ki so zdaj na mizi, da bi udejanjili prvi referendum. To je zdaj smer razmišljanja. To se pravi, Britanci se lahko odločajo, se pravi, tisto zmerne in pametne glave zdaj predlagajo sledeče. Dajmo se mi z Evropsko unijo zmeniti in Evropska unija bo to razumela, da člen 50 nismo aktivirali, ne, vendar še vedno ostajamo na poziciji, da je s tem treba izvesti kvalificirano debato in ljudi kvalificirano vprašati, kaj in kako si oni pod to predstavljajo. Politična elita pač tega ni, oni rečejo deliver, ne, se pravi, ni speljala, ni sprocesirala njihove želje in tle je Theresa May za svojo formalnost šla zelo daleč, občudovanja vredno daleč, ne, ampak ljudje zdaj v splošnem že govorijo, da to ni tisto, kar so oni glasovali. Ne. To se pravi, če pa se zgodi hard Brexit, pazi, to ni več hec, ampak to res ni več hec. Čez noč, ker en prijatelj me je opozoril na, to je on prebral The Economistu, ne, na eno zelo kruto stvar, da Anglija sploh nima zadost hladilnikov, da bi na zalogo sprejela zdravila za diabetike. Da sploh nima zadost hladilnikov. In če se čez noč meje zaprejo, bo naenkrat toliko ljudi umrlo od diabetesa, bo dobilo trajne poškodbe. Ne? Potem oni sploh nimajo skladišč zaradi tega, ker njihov tekoči trak so ceste. In če se enkrat v hard Brexitu meje zaprejo in sporazumi ne zafunkcionirajo, če nič sporazuma, to pomeni dobesedno zastoj družbe. Ne? In to, kaj v posledici generira strahovito družbeno nezadovoljstvo in v končni fazi proteste in eksplozijo populizmu. Ne? To se pravi, Evropska unija zanesljivo ni zainteresirana, da povzroči tak učinek, po drugi strani nima pa nobene dolžnosti, da Britancem dovoli, da ima dostop do Evropske unije po vseh pravicah, nič pa po dolžnostih. To pa je drugo dejstvo. Ne? No, se zato je prišlo do tega predloga. To se pravi, če oni zdaj odložijo in rečejo, dajmo se naprej obnašati, da smo redni člani Evropske unije, hkrati si vzamejo pa 2 leti časa, da naredimo kvalificirano debato in ljudi še enkrat kvalificirano vprašamo in pridemo za dokončnimi rešitvami. Jaz mislim, da je to najbolj realističen scenarij, ne trdim, da bo do njega prišlo, ampak je edini racionalen. Hvala lepa za danes.